Dober večer. Drage in dragi, spoštovane in spoštovani, ljubljene in ljubljeni, prijateljice in prijatelji drame. Dober večer. Dobrodošli. Danes je poseben dan. To je najava programa naslednje sezone. Zato mi ne smete zameriti, ker imam tremo in ker sem vznemirjen. Jaz se počutim zelo slovesno. Lansko leto, ko smo najavljali sezono praznovanja 150-letnice dramatičnega društva in s tem tudi njegove gledališke naslednice ljubljanske drame, smo si rekli, to bi lahko bil naš rojstni dan. Tak dan bi moral obstajati. Vsak ima svoj rojstni dan. Bilo je veselo in toplo in kateri dan bi lahko bil bolj primeren za rojstni dan drame kot rojstvo nove sezone. Pa še pomlad je, vse brsti, diši, plodno obdobje. Danes je sicer zofka in nas je nagnala iz ploščadi pred dramo, ampak kam nas je nagnala? V našo čudovito dvorano. Naš otrok, naša sezona je že rojen. Dela svoje prve korake in danes vam ga bomo pokazali in pospremili ga bomo z vami skupaj v svet. Vsi starši, še preden je otrok rojen, brskajo po katalogih imen in iščejo pravo. Tako, ki ga bo določalo in na katerega bo kasneje tudi ponosen. Zdaj, razmišljali smo nekako takole. Gledališče je ogledalo sveta. V redu. Gledališče želi biti družbeno odgovorno. Tudi res. Raste iz svojega časa, ga preceja skozi svojo umetniško sito. Tudi res. Hoče nas zbrati pod isto streho in se dotikati naših najbolj skritih kotičkov. Tudi res. Gledališče hoče, da na poznane reči pogledamo drugače, je rekel Jernej Lorenci v svoji poslanici ob dnevu gledališča. Gledališče hoče postavljati vprašanja, da bi lahko iskali odgovore. Hoče, da počnemo to skupaj, v istem prostoru, kjer lahko sediš poleg tujca, gledaš v isto smer in z njim deliš življenjsko izkušnjo, ki je bila v tistem trenutku ustvarjena zate. Potem smo razmišljali, v kakšen svet pošiljamo tega našega nebogljenega otroka. Nič prijazen se ne zdi. Divji je, kaotičen, tekoče modern, tako ga je skoraj preveč pomirjujoče imenoval profesor Bauman. Svet, ki ga obvladujejo nevarni populisti, kjer se grožnje z vojno vrstijo ena za drugo, kjer reke ljudi, ki so prisiljeni zapustiti svoje domove, prepravljajo vse bregove, kjer se konzervativne misli in razni grozni izmi razraščajo, kjer raste nestrpnost, kjer se neofeministična gibanja upravičeno in ogorčeno borijo z vse hujšo mizoginijo, kjer se naša intimnost in privatnost izgubljata in polnita rezervoarje podatkov, ki se po mili volji obdelujejo in zlorabljajo. Našega otroka torej pošiljamo v svet, ki ga ne obvladujemo. V svet, ki je kaotičen in nevarno naelektren. In potem smo iskali štartno točko. Logična misel nas je vodila, kje drugje je štartna točka kot v nas samih. V svojem najintimnejšem bistvu, v najelementarnejših odnosih. Valiti krivdo na druge, na minulo je folklora, ki smo je priča vsak trenutek. Vsak časopis je poln obtožb in špekulacij, vsaka novica je polna pranja starega perila. Pogledati vase je očitno zelo težko. Najtežje.
In zakaj si ne bi zadali najtežje naloge? Zakaj našega gledališkega otroka ne bi poslali v svet z najtežjo, ampak hkrati tudi najpreprostejšo misijo? Zakaj mu ne bi dali imena Intima? Naj raziskuje osnovne vzorce našega vedenja in ravnanja. Kje se formirajo? V družini, v kakršnikoli družini, v prvem stiku s svetom, in tja ga bomo poslali. Intima, ženskega spola, deklica, torej, to je naš gledališki otrok, ki nas bo peljal na potovanje naslednje sezone. Potem so bila še razna mnoga podvprašanja. Kaj lahko naš gledališki otrok počne v tem viharnem svetu? Kakšna bo njegova vloga? Naj bo aktivist, naj bo politik, revolucionar, ali naj bo pravljičar, zabavljač ali pa akademski umetnik? Nič od tega ne bi bilo pravzaprav prav. Naj ima odprte oči, smo rekli. Naj postavlja vprašanja. Naj usmerja reflektor v najbolj skrite dileme. Naj usmerja svetlobo v tabu teme. Naj bo pogumen. In naj si ne domišlja, da je najbolj pameten. Naj ne pridiga in naj ne moralizira. Naj nas vabi in druži v tem čudovitem, krhkem razmerju med avditorijem in odrom. Praznovanje rojstnega dneva zahteva nekaj protokola. Za začetek mislim, da je prvi pogoj glasba. Nočemo, da Intima, naša sezona, postane kadilka. To bi bilo grozno. Zato vabim na oder preklete kadilce. Nina, Pija, Janez, Aljaž. Oni vedo vse o tem, kako se prepreči ta grozna navada. Mi smo prekleti kadilci! Indijanci so nas zastrupili s dimom zažganega tobaka in z vonjem nikotina oblaka. Še preden smo jih vse pobili. To pradavni je refleks sesanja, spomin na materino mleko. Ko svojo vlečeš cigareto, nezavednega doječkovanja. Razvade delajo z ljudi človeka, a brez svobode človek je Pokveka. Nikotin nam skrči vene, žile, lakoto nam koj utolaži, zbistri nam skrbi ublaži, roke umiri tresoče sile. Razvade delajo z ljudi človeka, a brez svobode človek je Pokveka. Človek vsak družaben, koj postane in klepetav in duhovit je. Sklepa nam posle in pogodbe, se za čare drugega bršname. Razvade delajo z ljudi človeka, a brez svobode človek je Pokveka. In za konec še estetski razlog, subtilnost čar tančice dima, sukljanje v nebesdo izgina, kot bi nam čaral lažji Bog stono. Razvade delajo z ljudi človeka, a brez svobode človek je Pokveka. Oh, Igor, I said no.
I said, no, 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 no. I said, no more smoking. Ne kadit. You are boring. There are so many pictures of cigarettes. Nekoč nekdo na smrt obsojen, ker nekadilca je ubil. Izrekel je poslednjo željo, da bi še pokadil. Pa so mu rekli, vrni rablji. Kaj, cigareto rajši ne? Veš, nikotin škoduje zdravju. Daj, bodi mož, premagaj se. Pomisli, da se uničuješ. Raje na zdrav način umri. S kajenjem tudi nam škoduješ, ker dihaš isti zrak kot mi. Zdaj zdravje prva je vrednota, domačni dim je pa strupen. A mi ti hočemo le dobro, vsak človek nam je dragocen. No, pa so gavge zaškripale, pa so ga spravili iz sveta. Umrl je s kletvijo na ustih. Jebela, zdrav sem šel z sveta. Ha, ha, Jebela, zdrav sem šel z sveta. ha, ha, Jebela, zdrav sem šel z sveta. ha. In spet je eden manj, in spet je eden manj. In spet sem eden manj. Ha, 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 ha. In spet bo eden manj. Ja. Na velikem odru se bo zvrstilo 6 premier, veliko ponovitev iz prejšnjih sezon, gostovanja drugih gledališč in na koncu sezone festival. Pa še veliko drugih dogodkov, pogovori bojo, predavanja bojo in tudi koncerti bojo. Prva premiera bo 22. septembra. Tatovi Dea Loer. Dea Loer je ena najpomembnejših sodobnih nemških avtoric, ovenčana z mnogimi nagradami, njena dela so prevedena v mnoge jezike in igrana po vsem svetu. Prva izvedba katerekoli njene igre pri nas, v Sloveniji, bodo Tatovi, ki jih je v slovenščino prevedla Mojca Kranjc. Režijo te duhovite in poetične igre, ki govori o nas, naših hrepenenjih in strahovih, smo zaupali Ivani Džilas, režiserki Petra Kuštra, kdor ga je videl, avtorici ene najbolj duhovitih knjig, Hiša, in pisateljici kolumn v Mladini. Druga premiera bo oktobra, 6. oktobra. Emilija Galoti, Gottholda Efrema Lessinga, v režiji enega najplodovitejših in iskanih režiserjev našega bivšega skupnega okolja, Igorja Vuka Torbice. Zgodnja meščanska drama, ki je že zdavnaj postala veliko klasično delo nemške gledališke literature, bo po več kot 100 letih doživela svojo sodobno preobleko. Moto lahko najdemo, kot pravi dramaturginja Katarina Pejovič, v verzih Williama Blakea. Kaj je tisto, kar pri ženski moški išče? Potešene sle obrise. Kaj je tisto, kar pri moškem ženska išče? Potešene sle obrise. Tretja premiera bo v začetku decembra. Krstna uprizoritev. V imenu matere Iva Svetine. Režiser bo Ivica Buljan. Potovanje družine skozi 20. stoletje je napol dokumentarna pripoved o rodu spod stola. O rodu, ki ni hotel biti pasivni opazovalec zgodovine, ampak je skušal postati njen sooblikovalec, čeprav je nosil v sebi temno senco dvoma o življenju in iskal odrešitve pod praznim nebom v smrti. Saga o družini, kakršne na naših odrih še nismo videli. Četrta premiera velikega odra bo januarja. Komedijo enega največjih gledaliških avtorjev vseh časov, Antona Pavloviča Čehova, Ivanov,
bo v novem prevodu Tatjane Stanič režiral dobri znanec našega gledališča, makedonski režiser Aleksandar Popovski. Diagnoza, ki jo je postavil svojemu junaku Čehov, je presenetljivo današnja. Izgorelost, malodušnost, naveličenost, zdolgočasenost, melanholija, depresija. Prvinski odnos med moškim in žensko je v samem središču Ivanova. Ponuja možnost za preverjanje naših današnjih liberalnih in konzervativnih stališč. Spet govorimo o mnogoplastni družinski zgodbi. Peta premiera bo odrska priredba znamenitega Fassbinderjevega filma Angst, Essen, Seele auf, ki bo pri nas v naši predstavi nosila naslov Ali. Avtor priredbe Milan Markovič Matis in režiser Sebastian Horvat se bosta posvetila ljubezenski zgodbi, ki je za našo najnovejšo percepcijo v mnogočem nepredstavljiva in nedoumljiva. Čistilka pred odhodom v pokoj se zaljubi v mladega Maročana in on se zaljubi v njo. Leta, ki jo ločijo, barva kože, ki jo loči, čistost in lepota njunega odnosa je v današnjem fobičnem okolju seveda težko sprejemljiva. Ponovno težko sprejemljiva. Množica predsodkov in lahko ponovno rečem raznih izmov, ki nam preprečujejo sprejeti nekaj lepega in enostavnega. Šesta premiera velikega odra bo komedija znamenitega Henrika von Kleista, Razbiti vrč. Premiera bo aprila 19, režiser bo Vito Taufer, igro bo prepesnil Andrej Rozman Roza. Režiser Vito Taufer, ki se po Kaliguli spet vrača na naš oder, je v Kleistovi romantični komediji napisal sledeče. Sodnik Adam ni kakšen junak zgodovine, je pa gotovo junak našega časa. V kratkem času mu uspe zagrešiti skoraj vse možne gordobije, od bežanja pred odgovornostjo, laganja, ponarejanja dokumentov, izsiljevanja, prikrivanja dokazov, navajanja na krivo pričevanje z grožnjami in podkupovanjem do spolnega nadlegovanja, bežanja pred zakonom in tako naprej. Zvedi današnje, ne? Očitno se časi niso dosti spremenili. Jaz mislim, da že dolgo govorim. Konec poglavja je, zato spet prepuščam oder prekletim kadilcem. Mi prekleti kadilci smo se pa odločili, da bomo zapeli en komad, samo malo, da tole naštimam, s katerim visoka sem. Skratka, en komad. Visoka pesem. Visoka pesem, s katerim bomo dokazali, kako kadilci že od pameti veka uničujemo svet. Opala. Kateri noč in dan kadi, tobačnem dimu se zgubi, saj kdor kadi iz smrti, sodobna družba jih črti. Tobak nam ugonobi, tobak nam ugonobi. V paradižu kar pričniva, kjer kačon nam Evo zvabi, da kaditi se navadi. Opojdi ma je Maksima, Kaj sledi, to vas zanima. Iz raja sta bila pregnana, ker tobak ni božja mana. In zmaji niso pudački, ker v grlu ogenj gori. saj kdor kadi iz smrti, saj kdor kadi iz smrti. Spomnimo se na Kolumba, on nam prvi je prinesel list tobaka in s tem pekel. To bo posel, sto se runda,
roke si je imel in brunda. Brunda, guda. Žanikoju gre za sluga, da v Evropi je ta kuga, da ta razvada se učvrsti še dvor, angleški poskrbi. Sodobna družba jih črti, sodobna družba jih črti. Sufražetki cigareta pomenila je svobodo. V jarku, blatu in pod vodo s čikom troštala se četa. Saj življenje je ruleta, pa naj žerjavica cvrči in dim se od posod vali. Med usti cigarete žvrklja svoj mini pekel, da ima. Kateri noč in dan kadi, kateri noč in dan kadi. Ti nikotinske damice, ki vas za ogenj prosijo, ga za drobiž potegnejo. Kurbirske te nesramnice, ki vlečejo brez panike, vedo. Čik društvo gor drži, Jasno. v bordelih se kadi, cigareta vodi v razvrat. Tule je dokaz, da prav vsak, prav vsak, v tobačnem dimu se zgubi, v tobačnem dimu se zgubi. So kadili mnogi znani, Marlene Dietrich in Tito, Stalin, Hitler. Vsi odkrito! So kadili partizani, Rusi in Američani, in hipiji dur smotkajo in najstniki jih zvijajo, kot da nihče od njih ne ve, kak grozne so posledice. Kot da nihče od njih ne ve, kak grozne so posledice. Tobak nam ugonobi, tobak nam ugonobi, tobak nam ugonobi. Sodobna družba jih črti, vsak kdor kadi iz ust smrti, v tobačnem dimu se zgubi. Kateri noč in dan kadi, kateri noč in dan kadi, kateri noč in dan. Bravo, draga moja. Sedmi dole, draga. Nina Valič. Aljaž Jovanov. Gremo dalje. Bravo. Dragi internet, kaj vse si mi prinesel? Zmerke, psovke in žalitve, sramotitve. Malo je bilo pohval, vse več bilo je graj. Zato, ker svoj prav imam. Zato, ker svoj prav imam. Ajde, Nina. Živa bitja so živali, Res je. rabijo svoj mir, da zarod zaplode in vrsta ne izumre. Odločila sem se za pravice njihove in zato, ker prav imam. In zato, ker prav imam. To, kar večkrat davno fratri so prodali, spet gozdovi njih lastnina so postali. Cerkev v zlatnini, Jezus v raševini. In zato zdaj prav imam, in zato zdaj prav imam. Kdor fašistom in nacistom je prisegel, naj živi, a za mizo mesta zanga ni. Kar so nazaj dobili, niso zaslužili. In zato zdaj prav imam, in zato zdaj prav imam. Protestiram, agitiram za rdečo zvezdo krempljasto, proti cerkvi in fašizmu, proti kleru, konformizmu, orka
sveder krščen duš, 300 Darwinov brezuh. Tole vam morda je smešno, še huje je groteskno, a tako razum se brani, da skisajo se ne možgani. Proti neumnosti orjaški, humor obešenjaški. Pa poglejmo. Ker ni pekla in ne nebes, potem ničesar ni, kar bi lovil vmes. Sami smo ostali, ljudje morda postali, ale čeprav imaš, ale čeprav imaš, ale čeprav imaš. Prekleti kadilci. Naj vam predstavim še program Male drame. Malo dramo boste otvorili predstavi, ki boste svojo festivalsko premiero doživeli prav v kratkem. Deklica s strunami Marjana Nečaka, glasbenika, vizualnega umetnika, performerja in režiserja, je nastala po motivih Andresenove pravljice Deklice s vžigalicami. Pot umetnice s trebuhom za kruhom, želja po uresničitvi svojih talentov in sanj, potovanje od kolodvora do kolodvora, pretresljiva zgodba večine današnjih umetnikov prekarcev. Premiera, ki bo imela festivalsko svojo prvo premiero 26., na katero ste tudi že vabljeni, prava premiera bo septembra v Drami. Gre za glasbeno dramo in mislim, da se nam obeta en lep dogodek. Oktobra bo premiera odrske izpovedi Polone vetrih. Tudi ta premiera bo svojo prvo predstavitev doživela na letošnjem festivalu. Besedilo so oblikovale Polona sama, Ivana Džilas, ki bo tudi režiserka, in Ana Duša. Iztočnica za monodramo je bila življenjska pot Marijana Blocke, veselja in sreče igralskega poklica, pa tudi njegova minljivost in izginotje v arhivih muzejev. Decembra bo prva slovenska izvedba katerigakoli dela Stevena Karama, ameriškega avtorja libanonskega rodu, The Humans, ali po slovensko Ljudje. Tina Mahkota bo prevajalka te zanimive družinske komedije. Režiserka bo Nina Šorak, ki se bo prvič predstavila našemu občinstvu. Nebojša Pop Tasič je napisal igro Bedenje. Raziskuje preteklost, prepovedano družinsko intimo, zgodbe, ki se niso pripovedovale potomcev, pa vendar nas najgloblje določajo. Prav izvedbo Tasičeve igre bo režiral Mare Bulc, ki se po 3 letih vrača na oder Male drame. Premiera bo februarja naslednjega leta. Zadnja premiera Male drame bo aprila 2019. Duncan Macmillan bo tudi prvič predstavljen našemu občinstvu. Prvo slovensko izvedbo igre Pljuča, Langs, bo režiral Žiga Divjak. Tudi on se bo prvič predstavil dramskemu občinstvu. Igra o veliki odločitvi, imeti otroka ali ne. Je ta svet pravi, da ga rodimo van? Dilema premnogih današnjih mladih parov. Prevajalka mnogokrat nagrajenega besedila je Tina Mahkota. Še 3 zanimive projekte bi rad omenil. Nastali bodo v okviru programske platforme Drama Laboratorij. Septembra pričakujemo zelo zanimiv performans Mateja Filipčiča z naslovom Dirakov akord. Decembra bo premiera O čem govorimo, ko govorimo o ljubezni, v okviru istega projekta z naslovom Čakajoč Supermana. Avtorica predstave bo študentka Akademije Maša Pelko. Vse leto pa bo potekala virtualna platforma
avtorski projekt Nika Škrleca z naslovom Študije bananjenega olupka. Pestro bo tudi v Mali drami in na Levem odru, se mi zdi. Zdaj pa jaz skozi naštevam, veliko je za naštet, bom še našteval, ampak vmes pa mislim, da je treba malo popestriti moja naštevanja. Hvala, prekleti kadilci. Desetnica po svetu gre, spremljajo povsod gorje, so ceste njen edini dom, so ceste njen edini dom. Nebo si s pticami deli, grmovje s kačami, zvermi, zdaj gost je njen edini dom, zdaj gost je njen edini dom. Ta množica, ki se smehlja, ta množica, ki kamenja, ta množica po dva in dva, v kotlih hudičevega svaštva, v gnezdih samičjega sovraštva, v nabreklih plodnicah žena. Ta množica, ta Drhal je vpila, križaj, 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 križaj. Iz robidov jaz početa, v svoj odprti grob ujeta, saj svet je grob in zibelka. Bom romala, dokler robida ne vzcveti, lunin krempel, moja zibka. Sestra luni v samosti, kako se izginja v temi. Iz mraka pelin žena se rodi. Saksofon, večerni mrak, usmerja nežno tvoj korak, potem pa hipoma zamre in temno okno se zapre. A glej, v tišini še igra odmev iz temnega zlata, dokler se vse ne umiri in tvojem srcu se znoči. Je legitimnost požrla legalnost, nič se ne sme, kar dovoljeno ni. Zmago slavi trivialna realnost. Pomni, da važen je videz stvari. Vidi, od nas se zahteva lojalnost, vedno le zase oblastnik skrbi. Zraven pomaga jim znanost vrla, jim rezultate skrbno prikroji. Nas trgovina bo laže odrla, če še reklama za to poskrbi. A da nas ne bi resnica potrla, zvito je treba zdresirati ljudi. Zabarantali prostost smo za varnost. Straši fantom nas oblasti. Baja kadilci so nam za bizarnost, da sem razvadam prepoved sledi. Vedno bolj tonemo v totalitarnost, kjer več prostora ne bo za ljudi.
Lej, kaznovanje in nadzorovanje, to sta maksimi vseh darov oblasti. Nalog, dekret, odlog, Ukazovanje, ukup nam državo upravo drži. Vicanje, jamer, obup in ječanje, s tem pa se trošta navadne ljudi. Disciplina, disciplina, vse je disciplina, brez discipline ni športa, ne umetnosti. Disciplina, disciplina, Vse je disciplina, brez discipline ni vojske. In neznanosti, disciplina, disciplina. Vse je disciplina, brez discipline ni družbe. Ni službe, disciplina, disciplina. Vse je disciplina, disciplina, disciplina. Vse je disciplina, 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 disciplina. Let it be, let it be. Oh yeah. Nocoj je ena britka noč, saj stari svet odhaja proč. Nocoj je ena lepa noč, saj novi svet je zdaj mogoč. Kako svetle so zvezde nocoj, brez oblaka ne bo na teboj. Tako stojiš, mirno kadiš, saj zvezdico v rokah držiš. Premraženo sonce in prehlajeni planet, zmrzla ujeta v nebeški ples, se gori na nebu vrtita. Premraženo sonce in prehlajeni planet. Premraženo sonce sprašuje planet: povej, prijatelj, nuj, kak si? Okužil me je virus ljudi, ja, uničili bodo s prepiri planet. Kako svetle so zvezde nocoj, letim se suklja na teboj. Nikjer brez dima ognja ni, saj nas brez ognja vse zmrazi. Saj nas brez ognja vse zmrazi. Gremo vsi skupaj zdaj. Igor, lahko se preključiš. Nights in white satin, never reaching the end.
words I've written, never meaning to sound. Beauty I've always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Yes, I love you. To smo morali probati, se upravičujem, hvala lepa. Poglejte, kadilci smo bez vami. Aljaž. Dragi virus, jaz imam eno virusno prošnjo. Prav, a lahko odpreš tole flašo šampanca, prosim? No, potrudi se, pa naj ne zleti tja do stropa. Dajte pridite nazaj, no, ker tole ni, ne iti takoj kadit. Evo. Tega pa nisem vajen. Janez Škof, ne kadilec. Prosim, jaz sem že prej rekel, da je en del protokola seveda pri rojstvu je glasba, en del protokola je pa seveda na zdravje. Mi bomo nazdravili v imenu vseh nas, ki smo tam odzadaj, nazdravili vam, ki nas boste gledali in vas vabili in vas povabili, ker je zunaj tudi pijača. Čak, ampak ne, še najprej, bodi, čak, najprej bom še malo našteval, a lahko. Ker programa v Drami res ne manjka in bi še lahko veliko govoril v tej naslednji sezoni. Povem samo, da bomo ob nedeljah še vedno imeli koncerte. Drama Akustika bo ponudila 11 koncertov, Družabno in družbeno bo ponudilo predavanja na teme, ki jih ponujajo predstave, malo drugače bo, kot je bilo prejšnje leta, vodenje cikla pogovorov in predavanj. Nehajte se zafrkavati, če resne stvari govorim. Vodenje cikla pogovorov in predavanja je prevzela Veronika Drolc. Drama festival, ki se bo začel čez 10 dni, bo že 5. po vrsti. Ponudil bo predstave naših partnerskih gledališč, 2 festivalski premieri in Solzice, predstavo, ki bo premiero doživela en dan prej, se pravi 25. maja na bivši dan mladosti. Seveda bodo na festivalu tudi pogovori, predavanja in 2 koncerta. Nekaj, kar bi hotel posebej poudariti, je, da bo festival posvečen Jerneju Šugmanu. Zgornji foaje, tam gor nad kavarno, bomo preuredili. V njem bodo razstavljene Jernejeve nagrade, fotografije. In že na festivalu si bomo tam lahko ogledali nekaj posnetkov Jernejevih predstav. Prakso bomo potem nadaljevali. Želimo si, da bi ta soba gostila veliko pogovorov, srečevanj, projekcij naših starih predstav in da bi nosila to ime za zmeraj. Ves izkupiček Ves izkupiček bo šel v sklad Jerneja Šugmana, ki ga je ustanovil ZDUS. Spet bomo objavili natečaj za dijake, tema je intima, besedila bomo v delavnicah obdelovali in jih tudi uprizorili v naslednji sezoni. Že 2. leto zapored bo potekala delavnica kreativnega pisanja, ki jo vodi Simona Hammer. Pri nas je
letos zaposlena rezidenčna pisateljica Simona Hammer, katere besedilo Razglednice je v lanskem letu prejelo Grumovo nagrado. Njeno novo delo bomo premierno uprizorili v sezoni 19-20. In no, lahko bi še govoril, ne. Bogato bo tudi leto mednarodnih gostovanj. Šli bomo v Rusijo, na Češko, Poljsko, Argentino, Urugvaj in spet na Kitajsko, pa še mnogo kam. Torej, najboljše, da se vrnemo k intimi. Najbolj žalostne in najbolj vesele slike sem doživel v nekem karaoke baru. Zakaj to začenjam, bom povedal potem, ko nazdravimo novi sezoni. Ne mi lomit zdravja veje, kadilec. Ne onesnažuj mi pljuč ljudi. Zavedaj se, da prav vsak dim, kadilec. Otroška pljuča ogrozi. Veš, nevtronske bombe goba, kadilec. Je nična s puhanjem tobaka. Vedi, da zadimljen šik, kadilec, naredi iz te bedaka. Niti vojne in ne promet, kadilec. Se s tem meriti ne more, ne. Onesnaževanje grozno, kadilec. Dela cigaret ogorek, prambadidem, kar nam ne paše, bomo hitro, kadilec. Razglasili za bolezen, le da gospodar posrečen, kadilec. Zdrav umreti, to je vsak obvezen. Na zdravje. To je ta zadnji del protokola. Prekleti kadilci. Hvala za spremljavo. Jaz bi pa rad, da mi pomagate nazdraviti in splaviti tega, oziroma sploviti tega našega. Joj, ne bi se moglo lepše zatakniti, ne da. No, pomagajte mi, da to ladjo našo premaknemo. Tako. Želimo ji lepo sezono, želimo ji veliko zanimanja z vaše strani, želimo ji veliko uspeha, veliko radovednih dni, veliko veselja, že kadijo. In nekaj, kar sem prej hotel povedati, in ne, to moramo reči, živeli, ne. Živela sezona, živela intima, naša lepa deklica. Napovedujem skupino The Drums, ki se vam bo predstavljala s karaokami. Se si tu zelo drugačno. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on like grizzle, don't be grumble, give a whistle. And this how things turn out the best.
And Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and dance and smile and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And Always look on the bright side of life. come on, Always look on the bright side of life. Boychi. For life is quite absurd, and that's the final word. You must always face the curtain with a bow. That's right. Forget about your sin, give the audience a grin. Enjoy, it's your last chance anyway. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. damn right. You'll see it's all a show. Keep laughing as you go. Just remember that the laugh's on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Come on, Ryan, cheer up. Always look on the bright side of life. Mislite da nam gre ali kva, neče ploskajo. Čekaj. Always look on the bright side of life. Mogoče kaj za ston, ali kaj takega. Always look on the bright side of life. Pazi, koreografijo imamo za me. Always look on the bright side of life. Imamo bo času fade out. Always look on the bright side of Zdaj pa life. sam vi. Yeah! No, to ponavadi pali. Hvala lepa.